dragi ljudje z druge strani interneta. Danes imam za vas eno odlično idejo za zelenjavno prilogo, ki se bo super znašla na vsaki mizi, sploh pa na praznično obloženi. Začeli bomo tako, da vzamemo eno manjšo glavo, tale bo malo prevelika, ne bomo cele porabili, svežega zelja. Narezal ga bom na liste, se pravi, cele liste bom dol pobral, pa jih dal nekje na polovico ali pa na tretjino. Jaz sem sicer mislil, da bom lahko tole lepo narezal, ampak itak zelje se takole fino lomi, tako da ga nalomimo sam na kakšne večje krpice. Mogoče ga sploh ne bo treba narezati. Takole natrgamo zelje kar na nekje tokle velike krpice, potem bomo pa zadevo samo začinili z olivnim oljem, sol, poper, malo premešali in pustili stati, medtem ko pripravimo ostale sestavine. Zdaj dodamo nekje pol žličke do žličko soli, enako velja za poper. In pa dodali bomo še olivno olje, potem vse skupaj malo pregnetem z rokami, tako da se bo zelje v bistvu malo zmehčalo, še preden bo šlo v pečico. Krompir narežemo na res tanke šnite. Če imate mandolino, uporabite mandolino, jaz bom pa kar z nožem, da bo šlo malo hitreje. Jo, boste videli, tole je tako dobra zadeva. Daš tole na mizo, bo zmanjkalo 1, 2, 3, zraven date kjerkoli prilogo, oziroma kjerkoli protein, beljakovine, šnicel, pečenka, piščanc, karkoli bo tle zraven šlo. Imamo pa tle zdaj slabe pol kile krompirja, narezanega na tanke šnitke. Dodal bom 2 žlički dimljene paprike, žličko origana suhega, oziroma, pardon, žličko bazilike suhe, tudi origano bi šel, ampak baziliko bomo mi dodali, žličko majarona, en šop svežega peteršilja, malo olja, soli, premešamo in potem samo še pripravimo tretjo plast. Poleg krompirja in začimb, ki so šle noter zdajle v tole skledo, dodamo še dobrih 150 gramov pora, malce olja in premešamo. Zelje in krompir sta pripravljena, zdaj moramo pa narediti še plast sira. Jaz imam tukaj 250 gramov pasirane skute, deci smetane za kuhanje, tole bomo zmešali, dali noter še par strokov česna, potem bomo pa vse skupaj oplemenitili še z gorgonzolo. Nasekljan česen dodamo k skuti. Zdaj pa prilijemo še deci smetane. In vse skupaj premešamo. Potem narežemo pa še gorgonzolo. Gorgonzolo, 200 gramov jo imamo, narežemo na tanke šnitke. Je pa fino, da uporabite gorgonzolo, ki je res dobro pikantna in se odlično poda k tej jedi. Zdaj pa vzamemo pekač, tale je 20x30, ta je 22x22, kjer vam je ljubši, napišite spodaj komentar, jaz bom zbral pa tegale. In začnemo preprosto zlagati. Sestavljali bomo v 3 plasteh, najprej zelje, potem krompir, potem bomo dodali skuto in smetano in na koncu še sir. In to bomo ponovili 2krat ali pa 3krat, odvisno od vašega pekača. Povrh zelja, kot rečeno, razporedimo krompir in tole zeliščno mešanico pora, peteršilja, paprike, bazilike in majarona. Zdaj dodamo gor kislo smetano, oziroma, pardon, skuto in smetano.
pa dodamo še sir gorgonzolca. Zalijemo z 2 decilitroma zelenjavne ali piščančje jušne osnove. Pečemo pokrito 80 minut pri 200 stopinjah Celzija. Koliko to diši... Samo malo. Evo, zdaj pa lahko govorim. Koliko tole diši. Pač vse je pa kuhano, zdaj moramo pa, pogledajte tole potico, samo še gratinirati. Jaz bom dal tole nazaj v pečico, za 10 minut pa vklopil še žar. Pečemo odkrito še 10 do 15 minut z žar funkcijo. Uživajte v tej slastni zelenjavni prilogi in naj vam tekne.